koliko se lahko po noč ženska sama sprehaja okrog železniške postaje in se ji nič ne zgodi, je država varna. Je Kitajska sigurno ena izmed najbolj varnih držav na svetu. Pred kratkim smo bili na enem smučanju v tujini, v Italiji, kjer je lastnica hotela bila Kitajka. In sem jo vprašal, če se misli preseliti tukaj, postala Italijanka. Je rekla ne, ker če rabim kakšno medicinsko storitev, jo bistveno hitreje prej dobim na Kitajskem, kot pa recimo v Italiji. Mi tudi vemo, kako je hitrost teh storitev pri nas, kako je pa recimo ta zdravstveni sistem urejen. Čeprav razumem, Kitajska je dosti učinkovita, kar se tega tiče. Jaz sem imel eno nesrečo na Kitajskem in sem klical v Slovenijo. Sem rekel, se usedem na avion, pridem na operacijo v Slovenijo, pa so rekli, ja, pa se postavite v čakalno dobo in boste po 3-4 mesecih na vrsti. Rekel, ok. Smo šli v kitajsko bolnico, v nedeljo sem imel nesrečo, v torek sem bil na preiskavah, v sredo sem imel operacijo, v petek sem bil iz bolnice, v ponedeljek sem bil v službi. Zavarovanje, jaz imam zavarovanje, vendar je treba plačati vnaprej in potem ti stroške povrne zavarovalnica. Enako je na Filipinih. Aha. Enako je na Filipinih. Določen segment bolnic je na zelo, zelo visokem nivoju, tudi na Filipinih. En pomemben kriterij tukaj hitre oskrbe, recimo pa operacije, je tudi ta, da ti si lahko šel že takoj hitro spet v službo in bil aktiven. Ne? Če nekdo čaka 3-4 mesece na operacijo, praktično 3-4 mesece ne more opravljati svojega dela. Ne? In tukaj vidim tudi, da je prednost nekega učinkovitega sistema, ki takoj odpravi težave, bolečine, izzive. In tudi bistveno lažje ali pa prej se neka stvar sanira, tudi je manjša poškodba, škoda. In za telo in za družbo. Ja. Kot smo na začetku rekla, če rečemo Kitajska, je to hitrost.